Ob donaciji 30 evrov dobite tolo majico Vodebologija. Evo, pred eno uro sem posnel drugi del tele moje farse ali pa kalvarije z Urško in policijo in Akosom. Spodobi se, da to mojo apologijo nadaljujem s tretjim delom. Prej me je mama prekinila, pa sem rekel, naj ne kliče. Zdaj sem pa dal na potih, se tudi oglasil ne bom. Skratka, jaz vidim, da opravljam eno pozitivno družbeno poslanstvo. Namesto svetovalcev, mogoče namesto njene Lucije Mlakar, psihoterapeutka, kaj, svetovalka, ali pa celo namesto uradne psihiatrije, sem jaz Urški naredil uslugo. Vse neljube resnice sem konsistentno, pa se mi zdi, da dovolj uvidevno, čeprav neposredno, posredoval pač skozi oddajo Faktor, torej skozi pogovorno, intervjujsko oddajo. In v vsej tej kalvariji pa je grozljivo to, da bi ona rada z represivnimi in pravnimi sredstvi utišala mene oziroma vse drugače misleče. Tudi znotraj mogoče tudi gibanja Svoboda, to ni tipi ljudi, kakršna je Urška, imajo rade vedno prav, torej osebe. Zdaj to tendenco sem rekel, da ima tudi Golob, ne, več od njega ni, to samo sebe posluša. Zdaj, to ni dobro za demokracijo, ne, pluralizm je dober za demokracijo. Zdaj, posledična srdita drža je po vsesplošnem mnenju in tudi po mojem mnenju, se pravi srdita drža, ki jo ima in Urška in predsednik vlade, je nedemokratična, celo totalitaristične tendence ima, ne. Zatiranje drugače, torej kritično mislečih, je absolutno politično nesprejemljivo, anahronistično, nekulturno, politično nekulturno, za pač sedanji družbeno-politični trenutek, v katerem so. In to bi morali vedeti tudi ljudje na policiji, ne, ampak očitno tam bolj ubogajo, zdaj ko Bobnarca ni, in na Akosu. Ne. Tam je predsednik sveta tistega nekega v Akosu, Jure Dekleva. Ne. Jure, tole, kar se ti gre tvoj Akos, to ni v redu. Nenazadnje bi se na policiji vendarle lahko, morali bi se, na policiji bi se lahko pomagali z določenimi splošno znanimi in uveljavljenimi pravnimi akti, naprimer s kazenskim zakonikom. Ko sem komentiral Akosov, tako je imenoval se je dopis, poziv k izjasnitvi pri začetku inšpekcijskega nadzora z dikcijo, tako sem se zdaj pa jaz s tem branil, oziroma sem svetoval pravnici naprej, z dikcijo, ki je relevantna tudi zdaj za policijo, za tega Andraša Suhadolca. Takole sem začel. Dotična strokovna sodelavka pri Akosu, Petra Zupančič, ne ve niti tega, da naprimer kazenski zakonik v svojem 158. členu v 3. odstavku 18. poglavja kazniva dejanja zoper čast in dobro ime, poglavje razžalitev, piše tole, ne, zdaj pa dobro poslušajte, kaj piše. 3. alineja. Ne kaznuje se, kdor se s kom žaljivo izrazi v znanstvenem, književnem ali umetniškem delu, v resni kritiki, pri izpolnjevanju uradne dolžnosti, častnikarskega poklica, politične ali druge družbene dejavnosti, obrambi kakšne pravice ali varstvu upravičenih koristi, če se iz načina izražanja ali iz drugih okoliščin vidi, da tega ni storil z namenom zaničevanja. Mislim, če greste zdaj brat tole, kar sem pisal,
pa prejšnje bloge, na Publish Wallu je to napisano, v opisu spodaj so te linki, ali pa če greste mene poslušaš, ali pa poslušati ta 784. faktor in vse prejšnje faktorje in tudi poznejše, kjer sem tematiziral politike, ki kritično, mora biti kritično deležni neke opombe, nekega komentarja. Če vse to fejs preštudirate, morate vedeti, da jaz nisem žalil Urške Klakočar Zupančič, ne? Ampak sem teorijo razlagal na njenih simptomih, ne? In sem celo bil pritigarski, svetovalni, inštrukcijski, da ona s temi simptomi sebe razgalja v seksualno smer. Ni pa bil moj namen žaliti, pa še naprej bom zdaj tole, če dobro poslušate. Za razjasnitev njenega srditega trmarjenja in aktiviranja policije in AKOS-a, klicanje na pomoč policije, bi bilo dobro navesti še 4. odstavek Kazenskega zakonika, tega omenjenega člena, ne, ko govori o razžalitvi. 4. je zdaj, tole pa piše, če je razžaljenec razžalitev vrnil, se sme sodišče obe stranki ali eno od njiju kaznovati ali kazen odpustiti. Kazen odpustiti. Ozadje je pa takole, ne, tole, zdaj morate vedeti. Na Twitterju sem 13. maja lani 2022 komentiral tako bežno, nič hudega sluteč, požarjevo fotografijo Urške Klakočar Zupančič, nekaj sem retvitnil, retvit se je pa nanašal na zdaj že znamenite te rdeče čeveljce oziroma rdeče štikle z visoko peto, s katerim se je ob imenovanju za predsednico Državnega zbora v parlamentu pojavila Urška Klakočar Zupančič, namreč štikle. Štikle imela, ne, pa tisti razporek, dosti erotično, ne, kot se za blondinko sposodi, naličena, ne, in jaz sem retvitno požaril pa takole. Rdeči štikli so simbol in znanilec ženske želje po organu, pod narekovajih, ki ženski na telesu manjka. Zdaj, v psihoanalizi je znana tvorba simbolov, recimo v sanjah. Ne samo v sanjah, ne, tisti, ki se spoznamo na psihoanalizo. Sanje niso samo kraljevsko pot do nezavednega, ampak so predvsem kraljevska pot do simbolnih procesov, ki obvladujejo človekovo psiho. Realna realnost je nezavedna in je simbolna. Tudi v budnosti. Ta sta glavna procesa, sta premestitev in zgostitev, v lingvistiki pa govorimo o metafori in metonimiji. Tvorba simbolov, tudi v budnosti, poteka po določenih mehanizmih premeščanja in zgoščanja. In zdaj tetili, ki se me zdaj preganjajo, absolutno ne vejo, da to niso retorične fraze, ko govorimo o simbolih, da so rdeči štikli simbol želje po organu, ki ženski na telesu manjka. Tudi klobuk, ne, o čemer je govoril Freud, ne, sem že prejšnjem videu povedal, da v Freudovem času ni bilo rdečih štiklov, ne. Rdeča barva je znamenje pohote, prekrvavljenosti, genitalne prekrvavljenosti. Štikli imajo luknjo. Vaginalna struktura, simbolna, je ta luknja v teh čevljev. Peta je štrlina, kakršno imamo moški. Ženska ima v svojem epicentru seksualne želje, ne moškega kar tako, ali pa trans moškega, ki je moški z brado, ampak organ, ki ženski na telesu manjka. Penis je epicenter ženske želje. To je teoretsko legitimno, to tako je, po psihoanalizi. Psihoanaliza kot miselni koncept o tem govori. Zdaj, ali to Urška ve ali ne, očitno ne ve, ali to paše ali ne paše. To tako je. To je legitimno. In ker imam jaz neko znanje, se mene ne more preganjati s policijo. Ker to govorimo v znanstvenem diskurzu.
poklican sem, povabljen, da izkažem svoje znanje in jaz dobim policijo domov. Mediji pa hoče utišati. Pa ljudi, zar je to mogoče? Bi rekel Mladen Delić, če bi še živel. Name se je zdaj po tem tweetu posledično zgodila ena velika napadalnost. Ne? Se pravi, nek medijski stampedo, Urška je govorila, me blatila, me žalila, se norčevala iz mene oziroma mojega znanja. Asistirali so Urški, ne? Vsi mediji, seveda so levi, vsi mainstream mediji, pa tudi desni, tem seksualnosti, tam je še papež, ne? V rdečih čevljih, ne? Papež, ne? Rdečo čevelj, falus je to, ne? Papež je pa moški. Pa kaj mene to briga? To se mene ne tiče, kdo, kaj, kako. Jaz sem vem, da govorim legitimno in ne moram biti preganjan zaradi legitimnega znanstveno-teoretskega govora. Ne? Moje znanje, moja pamet, moj intelekt je bil v tem njenem medijskem pogromu, mojem pogromu. Jaz sem bil tam ponižan, razžaljen, moj intelekt so žalili. Rdeči štikli so postali njen zaščitni znak. Ona se je norčevala z mojega znanja. Naredila si spomenik in to dobesedno, tam ima prav neko statuo, ne, pa rdeče števlje, tako ima on, ko je že prvi predsednik, ima tam neko njegovo pinkalo, ne, Bučar. Ta pa kot predsednica državnega zbora ima pa tam rdeče štikle. Sej naj jih ima, ne, groza za feministke, ampak pazi, ne me preganja, če jaz nekaj vem. Ne mi uničevati mojega znanja, ker bom rekel, in vendar se vrti, kako on tam v srednjem veku. In vendar se vrti, kdo je zdaj? Giordano Bruno, Kopernik, Galileo Galilei, pa ta se jih zažigali. Se niso hoteli odreči svojega znanja. Jaz sem se odrekel doktoratu, akademskemu nazivu, ker mi ne bojo te ideološki hlapci pravi meni možganov, niti političari. Jaz sem se odrekel akademskemu nazivu. Nisem se podrekel znanju, pa svobodi misli. In ona je posredno razvrednotila moje znanje. In jaz sem se ravno na Faktorju lahko branil po svojih teh podcastih. Ne, zdaj pravno se pa reče, razžalitev vračam. Ne? To je pravna dikcija, zakonska dikcija. Če jaz razžalitev vračam, ne morem biti sodno preganjan, še najmanj s policijo. Ne? Svojo, to je teorijo, ki sem jo zganil, znanostjo, oziroma skruto in po svojo bolečo znanstveno-teoretsko, psihoanalitično elaboracijo, sem se jaz branil. In to moje branjenje je legitimno. In zdaj gre pa to Urški Klakočar Zupančič na živce. Beri, ne trpi nobenega oporekanja, nobenega drugega mnenja, ki nasprotuje njenemu mnenju. Ne? Kot da ima ona spoznanje. Mislim, jaz imam mnenje. Ne? Ampak znanstveno-teoretsko mnenje. Spoznanja tako ali tako ni, ne? Po Kantu. Ne? Absolutne resnice ni. Ampak imam pa znanstveno-teoretsko legitimno mnenje. In ona pa je klicala na pomoč, da bo utišala moje mnenje, policijo pa Akos. Ta gesta Urške Klakočar Zupančič, še posebej pa asistenca policije, pa Akosa, pa omenjenih Suhadolca, pa Petre Zupančič, ne, to je izjemno perverzno. Pač glede na to, da živimo v demokratičnem političnem trenutku, s politično ureditvijo, ki je demokracija, ne totalitarizem, v katerem bi se drugače misleče sadistično preganjalo, pošiljajo na Goli otok, ne vem, taborišča, kamorkoli. Policija, ne bom rekel, po mojem mnenju, tako mnenje pa imajo tudi druge avtoritete, pa cela medijska hiša TV3, voditelj oddaje Aljuš Pertinač, ne, da se absolutno ne sme politično-ideološko vtikovati
v svobodo neke oddaje. Ker bi s tem kršili ustavo in zakone ter temeljne evropske listine o človekovih pravicah v kontekstu svobode govora. Utišati drugače misleče na politično oziroma ideološko ali pa osebno pobudo je precedens v svetovnih razsežnosti, ki si ga naša država, naša vlada ne bi smela privoščiti in tega si ne privošči nobena demokracija. Zdaj ne vem, ko je zdaj Putinova Rusija, ali pa Kim Il-jung, ali ko je on, Severna Koreja, ali pa Madžarska, jaz ne vem, ko je tam, ampak naša država tega, 30 let smo se recimo borili, da bi imeli nek pluralizem, to si naša demokracija ne bi smela privoščiti. In levi intelektualci, in levi politiki, znotraj Gibanja Svoboda, bi Urški mogli začepiti Urška usta, ker ima podivjano besedno dikcijo, ker ona govori s čustvi. In vse govori s čustvi. Pa zatri to agresivnost, ker ne moreš, ne smeš po bontonu političnem na tak agresivni način med teh izpadov. Ne pozab, ne. Zdaj naj se sliši tako in tako, se vedno sliši, kadar jaz govorim, samohvalno. Jaz sem, pa hočete ali pa ne, jaz sem ugleden in kredibilen politični komentator in kritični misleč več kot 30 let. Sem pisač 6 epistemološko prelomnih knjig. Bil sem izjemno bran kolumnist v Večeru, najbolj bran, v Bombonu. Od leta 2007 do 2014 bil najbolj brani, najbolj klikani, brani, tudi komentirani, blogar na MMC-ju, RTV Slovenija. Izjemno obiskani in poslušani so moji poučni podcasti, videi na YouTube kanalu Sigmund Freud. Redno dajem številne intervjuje, tako v levih in desnih medijih, v zadnjih par mesecih ali pa 2, ne vem. Sem dal intervju za Mladino, kljub temu, da sem tam na Žiga. Na Planet TV sem dal intervju o masturbiranju, za Reporter o incelih, Nova 24. Svoje kritične misli, tudi tiste, ki jih izrekam v oddaji Faktor, vselej znanstveno, teoretsko in epistemološko utemeljim. Moja dut je psihoanalitično argumentirana podstat vsake teoretske elaboracije, tudi profiliranja, ki jo zgradim, to elaboracijo. Preden izrečem neko kritično misel, ki se sliši kritično, ki je zgolj na videz in predvsem za laike kritična, ali pa žaljiva, naprimer pri profiliranju pomembnih javnih oseb. Če užaljena Urška Klakočar Zupančič ne razume Freudovega opusa, vseh psihoanalitičnih konceptov, in če tega ne razume niti policija, pa ta Suhadolc, potem v tem absurdu tudi jaz, pa mnogi z mano, ostajajo v nekem šoku, nekem, absurdu. Jaz brez besed ostajam, to, kar se mi dogaja. Sploh ne vem, kaj ne mislim, lahko gledam, pa se križam. Moja resignirana misel gre v tole smer. Le kako si drzne neka samošečna predsednica državnega zbora, posledično pa še tudi policija, ta Landra Suhadolc, oporekati večnemu geniju, zdaj meni, Sigmundu Freudu, ona to tem se oporeka, ki je zaznamoval vso družboslovje, vso humanistiko, psihoterapevtiko, psihologijo, psihiatrijo. Kako si gen to drzne, kako mora biti to butast, da Freudu oporekaš, če ne veš sploh, zakaj se gre. Preden se nekdo drzne oporekati meni, na mojem terenu, naj se najprej seznani z vsemi ustreznimi psihoanalitičnimi koncepti, ki so ključni, da se razumejo moji znanstveno-teoretski traktati. In potem boste družno dojeli, da naprimer teza, provokativna teza, za feminizem neljuba teza, teza o šibkejšem moralnem imperativu ali pa moralni razsodnosti žensk, da to drži, da je to legitimno, da je pač etiologija, se pravi razvoj moralne razsodnosti v povezavi z razrešitvijo Oedipovega in kastracijskega kompleksa
ima znotraj sebe še tvorbo nadjaza, da to je neka zakonitost. Mislim, jaz sem sev kurir, ki prinaša slabo novico. In za znanje, ki ga imam, sem nagrajen s policijo. S kaznijo 250 evri. Ali pa še, ne vem, sodnim preganjanjem. Ko se motri ženska moralna razsodnost v primerjavi z moško, naj se nekdo poglobi v znanstveno-teoretske in statistične raziskave. Lorenza Kohlberga, ki je s statističnimi analizami in testiranji dokazal, da je moralno razsojanje različno glede na spol in da so ženske v povprečju manj moralno razsodne kot moški, oziroma njihova moralna razsodnost temelji na sočutju. Moška je pa avtohtona, ker temelji na kastracijski bojazni, kje pa ženska psiha ne premore, ker je ženska nekastratibilna, ker nima lulčka, ne da si nič odrezati, nima groze. Če si bo želela nekaj, kar si ne sme želeti, bo oblulčka. Ženska tega, deklica tega nima. Fantje, moški pa to imamo in zato je nivo našega moralnega razsojanja višje. Ženske so pa bolj sočutne in imajo adute v motrenju nekih kontekstov, ki terjajo sočutje. Tam pa moški nismo toliko sočutni. A jaz zdaj žalim moške, ker pravim, da niso v povprečju toliko sočutni kot ženske. Neznanje imam. Ne? To je Freud je to potrdil, elaboriral. Metapsihološki spisi, jaz in ono, o tvorbi nadjaza. Nadjaz je posledica odipalnih kastracijskih dogodkov in kastracija odip se po spolu razlikujeta. Zato je moralna razsodnost različna glede na spol. In jaz žalim ženske. Mislim, to mi zdaj ta Suhadolc ne očita toliko kot recimo ona Petra Zupančič, da žalim ženske, ker govorim, da so manj moralno razvite kot moški, mislim. Zato, ker preprosto to vem, ker sem seznanjen z znanstveno-teoretskimi raziskavami, z elaboratom razvoja moralne razsodnosti. In pa ženske zaradi šibkega nadjaza tudi pohote ne morejo brzdati na tak način, kot je lahko moški. Kljub temu, da ima moški rinjajoče genitalije, pa testosteronski, da je. Ženska pa estrogenna, pasivna. Ampak to se tako nastavlja, da moralna dolžnost moških je, da jo obožujejo, da jo gledajo, da jo ogovarjajo, ne da jo posilijo. Če pa ti posiliš žensko, imaš pa, da greš v zapor. Ampak samo ne je ne. Ne samo ja je ja. 8. marec, pa te nebuloze. Naj se spet osredotočim na za lase privlečene. Tlele so noter, sem si jih okviril, če kdo hoče. Tlele so te nebuloze. Kaj je to menso, kaj se vse to očitali? Mislim, čisti iz konteksta iztrgani citati, očitki, ki jih je izpostavil tale Suhadolc, ki je očitno 100-krat preposlušal tale 784. faktor. In napisal vse te očitke, sporne, moje prekrške, ker jaz sem dobil odločba o prekršku. On je mene citiral in govoril, da jaz prekršek delam, ko razvijam znanstveno-teoretski diskurs. In zdaj, ko je tale? Kontekst zdaj je ta njena seksualnost, političarka. Načeloma političarke izgubijo svojo seksualno kariero, ker imajo moč in oblast. Ja, človek božji, ti tega ne veš, jaz pa vem. Mislim, ki jaz imam znanje, da vem, kaj če je ženska kastracijsko preteča, da se moški umikajo, meni pridejo ženske, ki imajo moč in oblast, tarnat, jokat, da po par let, odkar ima funkcijo, odkar je direktorca, nima seksa, kaj naj naredi, navadna tajnica bod. Pa boš fukfehterja imela kot reka. Čez pa ti nekaj visokega. Potem simbolno pritisk moškim jih kastriraš. In to lahko nekdo ve, ali pa nekdo ne ve. Je neveden, ne bom rekel, da je glup kot kurac. Neveden je. Ker se ni podučil. Tako mi še očita.
Ona napada moška srca s tistim dekoltejem. Ja, pa je kdo že kdaj videl moškega, da bi z dekoltejem prišel žensko željo napadati? Moški se petelinimo z dejanji, ženska pa z lepoto, ker je narava kastracijskega kompleksa taka, da če nima lulčka, pa z lepoto napada moško željo. Dekolte, s kom pa drugim kot z dekoltejem? Ampak ne napadati Japoncev na pogrebu z dekoltejem, pa 1,80 m velika. Ne pa tega delati, ker to ni pa bontonov, pa sploh ne pije. Japonska kultura je druga. Ne morete tam kože kazati, pa imeti 2 šnirnca na obleki, pa kazati tatuje. Mislim, ja, in zdaj pa napada moška srca, se ne srca, malo niže dol, pol metra niže napada, ne se samodejno aktivira. Z dekolteji. Ja, zakaj pa je dekolte sploh? Zakaj imajo pa muslimanke feređo pa črno rjuho? Zato, da ne pokaže tizga, kar je namenjeno moškemu pogledu. Pa moški roki. Ok, tudi dojenčku pri dojenju. Ne. Sporoča predvsem to, da je nezrela. Ja, politično nekultivirana. Nezrela, to sem napisal. Nezrela si, če ne veš, da ne smeš dekolteja kazati, ker to ni po poslovnem bontonu. Ksenija Benedetti, da ti to povej. Mislim, če jaz dobim policijo domov. Aljuš me je spraševal, zakaj s tujimi državljani govori svoje osebne stvari o svojem zakonskem stanu, torej da se ločuje. Zdaj jaz pa potem, če me to vpraša, moram komentirati, ko vam zatajil svoje znanje, tako, da pač povem, da je to simptom, kako ti dikcijo formuliraš. Mislim, jaz sem šel vse dikcije, ki jih je Sebastian Colarič Abramov izrekal za 5 let nazaj, ki še tisto Saro Eber, pa kako je se zadolževal, kako je on tirjal kredit. Vse stavčne dikcije, ki jih je izrekel, sem analiziral, da sem lahko rekel, Julija Adlešič si je na njegovo pobudo sugestijo odžagala roko, pa ubil je že Saro Weber. Ker sem ga analiziral, zdaj pa analiziram neke njene stavčne dikcije. Če ti govoriš temi nekimi ostarelimi alfa samci, da si samska, to jim kar špilen od poglav. Škoda, da se po bontonu ne smemo družiti preveč intenzivno, ker tole se samodejno dogaja v moški glavi. Ne se pa nobel zdi, da si jo politiki tam alfa njo želijo, ker je lepa, blondna, pa samska. Pa ti to sporočaš. Zdaj pa jaz, ki znam to prebrati, dobim policijo domov. Jo. Ona sploh ne ve za svoja nezavedna sporočila. Ona ne ve, da obstaja cold reading. Kaj sem še pol rekel? Jaz sem rekel, sporoča predvsem to, zdaj to se mi očita, sporoča predvsem to, da je nezrela, ja, ker ni po bontonu, nezavedno sporoča, da je, kako naj rečem, available, angleški izraz sem uporabil, da je na voljo, na kakšno voljo že? Ja, na seksualno voljo, ne, na željo je. Aljuš me je pa pol, ko sem kristaliziral misel, me je pa malo prekinul, ne. In pa sem jaz malo nadaljeval, ne zna obvladovati svojega impulza. Kakšnega impulza? Je seksualnega, ker je moč ženskega nadjaza okrnjena. Ona si gradi identiteto tudi na tem, da je lepa. In to je njen adut, ki ga z užitkom uveljavlja, ko pleše po želji, not po tistih alfa samcev, ki jih mrgolitam okrog nje. In potem nezavedno sporoča podatke, ki dajo moškim misliti, da je ta ženska, kjerkoli ženska, da je ta ženska. Sploh nisem govoril, kaj sem generalno govoril, da je ta ženska na voljo, ker je nepreskrbljena. Pod narekovajih nisem mogel reči nepreskrbljena. Kako že nepreskrbljena? V smislu organa, ki njej na telesu manjka. Vsaka ženska je taka, če ni lezbika. Vsaka ženska je taka, ker je največja ženska želja, da je zamašena. Želja je večinoma nezavedna.
v osnovi predvsem nezavedno, zamašena, kako že, v koitusu genitalno. In Freud o tem govori, kako si ga ženska želi prijeti vase. Freud o tem govori, Ernest Jones govori o 3 načinih, kako bi bila rada ženska preskrbljena z moškim spolnim organom. V bližino klitorisa, vaginalno, analno pa oralno. Ok, pa tudi tista z velikimi, če tudi silikoni, tlelo vmes tudi paše. To je ženska želja. Jaz se o tem pogovarjam z ženskami. Jaz sem scenarist Razočarane gospodinje pri seksologu. Pa jaz to imam v mezincu, ker sem vodilni seksolog. In jaz, ki se trudim, pa to vem, pa trpim, ko moram to povedati, dobim pa policijo, pa akos. Jo, Bože. Vsaka ženska je taka, razne lezbike, pa spolno zlorabenih žensk, te so tudi, mislim, njeno nezavedno ima svojo logiko, zavest pa koči na pobudo nadjaza, pa potlačitev. Ženska, tule sem tudi, so me izluščili, ne, ta suhadolc. Ženska, ki se takole lepotiči, oziroma narcistično izpostavlja, buhti od pohote, je ena od mojih dikcij. Ona se s tem nastavlja kot seksualni objekt. Objekt želje moškemu. In o objektu želje moškemu govori psihoanaliza. In to ne velja samo za njo. To velja za vsako žensko. Sem izpostavil. Od tega pa Suhadolc ni tam navajal v tolo obtožnico, ali ko je odločbo v prekršku, da sem se na koncu, ko sem vse to povedal, to velja za vsako žensko. Pejte Faktor poslušati. Za vsako normalno žensko to velja. In tega pa on ni napisal, ne spol me je citiral. Je malo iz konteksta moje stavke, ki jih je tukaj navajal. Meni izkazuje ta njen sadizem, to je spet moja dikcija izpisana, meni izkazuje ta njen sadizem in revanšizem, da ima do lastnega očeta neko zamero. Očeta moraš, mi pa šel pa gledati, odkje, če imaš ti dvojčka. Eden je še hendikepiran, oziroma ima te epileptične napade. Pa kako za eni ženski na kraj pameti pade, da se loči? Največjo korist je otrok, da se starša med sabo ne ločita, da se imata približno rada ali pa glumita. Ona se pa ločila, ločitev je simptom. Zdaj jaz tvegam napako alfa, da je on pustil, ker je ni mogel več prenašati. Ampak načeloma se ženska potrudi, da svojega oplojevalca ohrani kot očeta za svoje otroke. Če pa ženska besni do svojega partnerja, pa nakazuje zamero do lastnega očeta, ki ga je kot deklica doživljala. Jaz sem tudi svetovalec v družinskih problemih. Jaz se dnevno ukvarjam, zakaj se starši ločujejo med sabo. Danes bom imel tudi eno to svetovanje. Danes sta se ločila. Nisem. Pa ko sem pa naprej govoril, da moraš očeta 2-krat pogledati, da ga enkrat vidiš. Jaz sem šel gledati, da je to njen foter. Mislim, dejansko je asteničen. Tem asteničnemu karakteru, tisto trhlemu karakteru, se reče, da je preplašen karakter. Se pravi, nima neke falične moči, ker ob sebi ima pa neko dominantno ženo. To so starši Urške Klakočar Zupančič. In ko jaz govorim to zamero, pa kregljivost, pa neka revanšizem do moških, omenjam tudi njenega očeta. Ker deklice včasih svojim očetom zamerijo, da svoje žene, njihove mame niso v red spravili. Te očete. In jim to zameri. In potem to eskalira v partnerskem odnosu. Bodočih ločenk. Zdaj sem pa žalil. Koga sem žalil? Pa naj me foter tož. Da sem rekel, da ga moraš 2-krat pogledati, da ga enkrat vidiš. Ja, če je ves sohljat, asteničen. Jaz sem ta korpulenten, ker sem neustrašen, jaz sem neustrašen karakter, atletski. Ok, zdaj sem pa še malo pikničen. Psihično sem korpulenten zaradi neustrašnosti, ker ko se mene napada, to kar rastem, to sem kile gor dobivam, sem tako King Kong. Ona daje kariero pred materinstvom. Mislim, če to ni zdaj dejstvo, pa jaz nočem nič. Jaz lahko pokažem ali pa imenujem ženske, ki je dala 5 otrok, ki je bila zdravnica na prvo mesto, nehala biti zdravnica. Ali pa 2 otroka,
Bom raj mamica 2 otrokom, karijerom pa delala pol, ko bojo otroci vsaj malo zrastli, po 15. letu, takrat bom delala kariero, če jo bom. Ne? Pa sem še tole, ko so izlušali, tale Urška si daje duška v njenem cviljenju in mrcvarjenju. Ja, če cvilj tam po državnem zboru, mislim, to vrešči, to, kaj je z Mahničem delala, to ni normalno in so jo lastni kolegi, so jo štopali, ne biti čustvena, ne se spustiti sketne, ne. Ona se je revanšistično, sadistično izživlja nad Mahničem ali pa mano. Mislim, tam je ena na ena to cvili, ko bom rekel, vrešči, upije, ko bom zdaj rekel, tam je upila, pravo sem izraz cviljenje, ker ima alt glas, ker nima basa. Ko sem še rekel, ampak tale Urška je pa kronično razštelana, ja seveda je razštelana, to, kar vi vidite, to normalno strukturirana osebnost ne počne v visoki politiki. Kaj to pomeni, da je razštelana, da je nekultivirana, da ni ponotranjena bontona, da je agresivna, ja, z eno besedo razštelana. In pa jaz bi priporočal, sem rekel, parkrat v Faktorju, jaz sem jo branil v kontekstu boksa, ko je Aljuš vrtal v mene. Jaz sem zvalil krivdo na svetovalce, tiste marketingarje. Govoril sem o simbolni disonanci, ki verjetno ni zrastla na njenem zelniku, prej na Zavčevem, pa nekih svetovalcev. Cel intervju sem v resnici inštruiral in branil. Inštruiral sem Gibanje Svoboda. Bil sem analitično izobraževalen. Še imam tlele, še pol strani. Če upeljem še Freudov tako imenovani primarni proces, ali pa Lacanovo realno, ki se dotika nezavednega oziroma simbolnega ter latentne seksualnosti, se običajni laiki, tudi psihoanalitično nepodkovani intelektualci, pa izgubijo se, izgubijo tla pod nogami, ker štekati psihoanalizo ni mačji kašelj. To normalni, pametni ljudje ne morejo to kar štekati, če so malo brali Freuda. V tej stiski se ne more in ne sme, če se mene ne razume, se me ne more in ne sme se me preganjati s policijo, pa ako sem. In natančno to je zdaj storila tale razštelana Urška Klakočar Zupančič v objemu čustev, agresivnih čustev. Tudi policijski inšpektor Andras Suhadolc bi moral s tresočo roko oporekati s tem znanstveno-teoretskim traktatom in konceptualno konsistentnemu fundamentu, na katerem jaz gradim vse misli, on pa spiše tele nebuloze. In nekdo mora, on mora prišepniti Urški z pozicije avtoritete. Vodeb je zgolj sev, ki prinaša slabo novico. Tako je, on to ve, mi pa ne vemo. Ali pa ti ne veš, Suhadolc ne veš, Petra Zupančič Akoš ne veš. Zdaj, če že ta političarka ne ve, da je človek v osnovi predvsem seksualno bitje, ki ga obvladuje nezavedno, za nameček pa to nezavedno še simbolno strukturirano, kvantna psihoanaliza, bi vsaj policija se morala malo inštruirati, če ne bi bila politično motivirana. Pa Akos tudi. In če tega ne ve policija, torej njena pooblaščena uradna oseba, Andras Suhadolc, naj se grejete prvo podočiti, naj se grejo konzultirati, saj toliko, da se bo vedelo, v kaj se spuščajo. Vsi družno, z Urško na čelo, pa vso to policijo, pa Akosom. Zdaj, razen, če je tam kaj zaukazano politično, talo odločbo o prekršku se meni izreka. Kljub izjavi, jaz sem dal izjavo, jaz sem v tej izjavi vse povedal. Kljub temu, da je šlo za nek nesporazum, jaz sem mislil, da me ne bo pač mrcvarila, ker je obljubila, da me ne bo sodno preganjala nikogar, in potem se kar premisli, po mojem zadnjem faktorju. Jaz mislim, da je zadnji faktor ključni, ker sem mislil, da je on oktobrski. Če je rekla, tako, veter, ne bom nikogar preganjala. Ok, pa jaz mislim, da je moj, ne vem, decembrski faktor ključni, je bil pa oktobrski, 20. oktobra, 784. faktor. Še enkrat zdaj, kazenski zakonik,
dobro me poslušajte, ne kaznuje se, kdor se s kom žaljivo izrazi v znanstvenem, književnem ali umetniškem delu, v resni kritiki. Faktor je bil znanstveno-teoretsko elaboriran, resna kritika. Pri izpolnjevanju uradne dolžnosti, jaz sem uradni, najbolj klikani, poslušani, spoštovani komentator v tej oddaji, častnikarski poklic, politične in druge družbene dejavnosti, ali pa obrambni kakšne pravice ali varstva upravičenih koristi, če se iz načina izražanja ali drugih okoliščin vidi, da tega ni storil z namenom zaničevanja. Mislim, jaz sem se izpostavil, zato ker je bilo žaljeno moje znanje o rdečih štiklih. Moje psihoanalitično znanje je bilo žaljeno. In potem, na pobudo, po uradni dolžnosti, sem profiliral, nisem si izbral teme, ampak bom jaz zdaj budalo iz sebe špilo, pa tih bil, da se mi bo izpisal nič ne ve, ali se bom v parheziji neustrašno izkazal tam, pa pokazal svoje znanje. A zdaj dobim pa domov terjerja, tele policiste. Pakos. Jaz sem se branil, tako rekoč, In v kazenskem pravu, kdor se brani, se lahko brani in se ga tolerira, ker se brani, jaz se branil. Od maja naprej se je norca delala iz mojega znanja. V mojih izjemno resnih in udarnih ekspozejih na Faktorju, ki sem jih posnel, zdaj jih imam 90, LGBT, transseksualnost, 90 je bil. Ni duha, ne sluha o kakršnikoli moji nameri po zaničevanju ali razžalitvi. Zdaj, če se kdo čuti žaljenega, jaz ne morem pomagati. V zadnji transfaktor, so se trans ženske, trans moški čutili užaljene, ker sem eno znanje tam pokazal, ki jim ni voda na mlin njihov. Pa jaz nisem bil tam žaljiv, jaz sem bil poučen. In v to smer gredo tudi številne pohvale, komentarji o moji prodornosti, moji perfekciji. Jaz dobivam pohvale po mailih. Danes me je na YouTubeu pohvalil bivši kriminalist, se od mene naučil, ne na faksu. Pokojni kriminalist. Mene ženske hvalijo, da končno tistim moškinjam pa feministkam začepim tisto ideološko govezdalo. Jaz samo zgolj in samo širim prepovedana znanja, ampak prepovedana, ne ljuba. Izobražujem in opozarjam na segmente družbene realnosti, ki so običajnim laikom skrite, ker so simbolne, torej nezavedne, torej latentno seksualne. Nekatere so tudi moralno provokativne. In dobro bi bilo, da s psihoanalitičnim znanjem, da se s tem psihoanalitičnim znanjem seznanijo tudi kompetentni sestavljavci razno raznih odločb ali pa tožb ali pa, ne vem, tistih dopisov od Akosa. Andraž Suhadolj, zdaj se seznani s psihoanalizo, preden daješ od sebe odločbo o prekršku. Zato, ker je unablak je nad tabo, ki jo moraš ubogati. Ker to se inštitucija, Ministrstvo za notranje zadeve, policija, inštitucija se osmeši s tako odločbo o prekršku. Kot policist ne bi smel podleči politični ubogljivosti. Ni treba, da je zaukazana, ampak tiho pričakovana. Joj, predsednica je zdaj pa nekaj moram. Če imaš jajca, ne boš. Če imaš parhezijo, ne boš. Jaz se imam, nimate pa vsi. Se pravim, če bila Tatjana Bobnar, ki je zaključala vrata Golobu v policijo, se tole ne bi zgodil. Zdaj pa Golob pa pričakuje, da mi moramo pa ubogati. Kaj pa bom ših zgubil? Verjetno tako razmišljajo, zavestno ali nezavedno, ko pa vem. Če kdo misli, da vodeb sovraži in žali ženske, naprimer tole Urško, je v veliki zmoti, ker je preprosto neveden, neinformiran in šibek v psihoanalitičnem znanju,
tem znanjem, mnogim znanjem, tem psihoanalitičnim, ki vam gredo na živce, ne. In jaz v vseh teh medijskih izpostavah, če sem že povabljen, ne morem zdaj tiho biti, malo se lahko nazaj držim, malo ročno zategnem, ampak ne bi bil jaz, če ne bi govoril brez dlake na jeziku. In zdaj to, kar se je pa privoščila policija, s to globo 250,38 evra, po službeni dolžnosti, pazi, službeni dolžnosti, pa to, kar je storil Akos, ne, po službeni dolžnosti, je preprosto nevzdržno in politično nespodobno, popolnoma nestrokovno. Se je plod, moje izjave, so plod znanstveno-teoretske elaboracije. Ne, zdaj na drugi strani imamo psihoanalitično nevednost, neznanje, neinformiranost. Zdaj, če pa v zadju pa dejansko neko politično pritiskanje, ne, klic z vrha Gibanja Svobode, mogoče jih je celo tale Vesna Vuković klicala, tako kot je zaradi tiste afere Gorenja, tistega novinarskega klica, se je klic zgodil z vrha Gibanja Svobode. Možno, da se je klic zgodil tudi z vrha Gibanja Svoboda v primeru tele Urške in Akosa in policije. Ne. In pa se je pa tole začelo. Zdaj pa mediji, ne, domači in tuji, oni, kredibilni, levi, tako ne bo. Mladina ne bo o tem pisala, ne, ker bi, pustimo Mladino, ampak mediji bi morali to informacijo dati v tujino, da bi se malo norca dela iz naše pluralnosti, na Evropsko unijo, una Joveval, kjera je, una pride pogledati tole, pa se poglobi. Dosta više. Amen. To je bil tretji, zadnji video na to temo. Čau.